Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Lep pozdrav z dvojezične občine Dobrovnik, tukaj na severovzhodu Slovenije, ker seveda skupaj živimo Slovenci, Madžari in Romi v 3 naseljih Dobrovnik, Strevci in Žitkovci. Kar je prepoznavnost? Prepoznavnost je predvsem pri dobrih ljudeh, pri tem, da si je objemo naravnega okolja, naravnih energij. In sigurno, kar bi resnično rad poudaril, da si naša samostojna občina, ko smo razmišljali o tem, da biti samostojni, pravzaprav odgovorno utira svojo pot in prepoznavnost ne samo v Pomurju, ampak tudi širše, lahko rečem v Evropi ali pa v svetu. Treba razumeti, da je občina Dobrovnik v preteklosti bila predvsem kmetijska občina, seveda skupaj z nekaterimi privatniki, obrtniki, in da nekaj velikih industrijskih objektov ni bilo. Tako da je pravzaprav so si prebivalci iskali delo izven občine in s tem tudi seveda nekako krojili obliko naselij, življenje, način življenja v samem Dobrovniku. Treba je poudariti, da pa je v samostojni občini pravzaprav nastalo upanje, ki mu mi govorimo predvsem v odgovornosti, in mislim, da smo tukaj uspeli. Uspeli smo pravzaprav združiti nekaj novih idej, ki smo jih, lahko rečem, izkoristili na osnovi naravnih danosti. To je pa seveda prelepo okolje, naravno okolje, če govoriva o turizmu, še zmeraj seveda na poudarku kmetijstva in seveda naravnih danosti v smislu rudnih bogastev. To je pa gramoznica, predvsem pa v zadnjem obdobju seveda geotermalna energija. Če razmišljamo o razvoju turizma, predvsem dajemo poudarek na okolju Bukovniškega jezera in seveda s tem povezano vse danosti, vse objekti, ki so seveda v vseh 3 naseljih, pa do seveda proizvodnje orhidej in tropskega vrta. Če se pa osredotočimo na kulturno dediščino, izhajajoč iz centra Dobrovnika, cerkve svetega Jakoba, potem je v tem delu poslovnega centra center občine Dobrovnik, kulturni dom in seveda sam muzej Dobrovnik Church House. No, širše malo je seveda potem dvojezična osnovna šola, še širše seveda govorimo o Ampelografskem vrtu v naših Dobrovniških goricah, istočasno seveda v to zgodbo lahko rečemo potem vinograde v Strevskih goricah, v Žitkovcih, v Strevcih je cimprače, ki je zelo pomembna. Naj poudarim seveda, da so Strevske gorice tudi v zgodovinskem pomenu pomembne, predvsem iz narodnoosvobodilnega boja, še vedno tukaj imamo zidanico Trebarjevo, kjer je bila prva prekmurska četa, in če pa širše, potem gremo na Bukovniško jezero, kjer seveda je cerkva svetega Vida, kjer je Vidov izvir. Legenda pravi, da vsi tisti, ki seveda uživajo zdravo pitno vodo iz studenca svetega Vida, pravzaprav se dobro počutijo in seveda v tem okolju blagodejnih točk lahko pravzaprav si naberejo energije, postanemo vsi seveda bolj jaki, prepričan pa sem, da tudi zadovoljstvom odhajajo iz naših krajev. Zanimivo je, da ko smo si umišljali, kako pravzaprav že pred 30 leti, pa tudi sedaj v samostojni občini, poleg teh gospodarskih, kulturnih, turističnih, seveda ponudb, ki jih seveda ponujamo našim vsem gostom, pa tudi našim občanom, seveda je tudi zdrav način življenja. To pa pomeni, seveda, da moramo urediti vse poti, torej infrastrukturo, uspeva nam pravzaprav v cestni infrastrukturi, kolesarskih poteh, pohodniških poteh, in to so seveda vse tisto, kar pravzaprav nekako ustvarja malo drugačen, aktiven način
turizma v naši občini. Čeprav seveda pa se tudi nagibamo k temu, da bomo ne samo enodnevne, poslovne ali pa izletniške programe ponudbe, ampak bomo tudi seveda želeli, da naš gost ostane vse en dan ali pa 2 dni v naši občini. To je pa seveda naslednji program, ki ga želimo seveda nadaljevati. Danes lahko govorimo, da smo uspeli, ker smo veliko gostov, veliko ljudi, ki so seveda nekako usmerjeni v turizem, prepričali in so tudi naši stalni obiskovalci. Glavna dejavnost Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik je oblikovanje, promocija in potrženje turistične ponudbe naše občine. Naš turistično-informacijski center se nahaja v Bukovniškem jezeru. Naš center obratuje nekje od začetka februarja pa tam do konca novembra. Seveda v tistih zimskih, spomladanskih časih malo krajši čas, zdaj pa, ko je sezona, pa deluje od 8 zjutraj pa do 7 ure zvečer. Ker tudi pri nas turistična sezona se ne zaključuje s poletjem, tudi v zimskem času je turizem tu zanimiv za kakšne sprehode, drsanje, te stvari. V našem centru ponujamo našim obiskovalcem vso informacijo, kar se tiče turistične ponudbe naše občine in tudi širše, tako o naravnih, kulturnih znamenitostih, potem o nočitvenih kapacitetah, o raznih prireditvah, ki se vrstijo v naši občini. Izvajamo lokalno vodenje po občini, pripravljamo in tržimo tudi enodnevne, tudi večdnevne programe za zaključene skupine. V našem TIC-u ponujamo in tudi predstavljamo te izdelke, naše lokalne izdelke in pa rokodelske izdelke, ki so značilne prav za ta del Prekmurja. Možnosti za aktivno preživljanje prostega časa na območju Bukovniškega jezera, kot tudi v naši občini, so zelo široke. Tu se lahko gostje sprehajajo, ribijo, kampirajo, ukvarjajo se z športno dejavnostjo. Imamo zelo lepe pohodne in kolesarske poti, ki so zelo razgibane. Poti vodijo mimo naših čudovitih vinogradov po gozdovih. Moram tu omeniti tudi 2 romarski poti, ki so zelo znane in grejo čez našo občino. To je romarska pot Svetega Martina in pa pot Svetega Jakoba. V mesecu juniju se vrstijo prireditve v sklopu Dnevov turizma občine Dobrovnik. Vezane so na Vidovo, 15. junija goduje Sveti Vid in prvi vikend po 15. so tu zelo raznolike prireditve, od kulturnih, športnih, zabavnih, ribiška tekmovanja, strelska tekmovanja. Dejansko vsak obiskovalec najde sebi primerno prireditev. Poleg vidovega proščenja in seveda prireditev v tem času prirejamo oziroma organiziramo skozi celo leto veliko prireditev. Recimo začenjamo že takoj po novem letu z Janezovim pohodom, potem razstava pirhov, potem imamo dan odprtih vrat vinskih kleti v Strehovskih goricah. Martinovanje imamo v vseh 3 vaseh naše občine in zelo različno. V Strehovci recimo imamo kot Martinov ples z krstom mošta in pa z Martinovo pojedino. V Dobrovniku je tako družabno srečanje, ko se srečamo na dvorišču etnografske hiše, opravimo krst mošta in potem kratek kulturni program in sledi druženje na prostem. Glede na to, da je okolica Bukovniškega jezera zelo bogata z rastlinskim svetom, živalskim svetom, pripravljamo tudi naravoslovne dneve za osnovne šole, tudi za srednje šole. Imamo gozdno učno pot okoli Bukovniškega jezera, imamo učno pot Sonce in planeti in pa seveda lepe piknik prostore, tako za manjše kot tudi za večje skupine. Imamo
veliko tudi načrte za dodatno izgradnjo infrastrukture v okolici Bukovniškega jezera. To, kar je najbližje, je otvoritev postajališča za avtodome, ki bo kar za kakšen teden. Glede na to, da nas letno obišče okoli 48.000 obiskovalcev, želimo to število obdržati, povečati in poskrbeti za to, da naši obiskovalci se vračajo in da s sabo pripeljejo še katerega gosta. Pustolovski park smo odprli leta 2014. Zdaj vodim ga večinoma jaz, lastnika dva sta moj oče pa še eden. Odpiralni čas je, dokler, ko so šolske počitnice, park odprt ves čas. Zdaj pa, ko ni šolskih počitnic, je pa park odprt samo za vikende pa praznike. Sezonsko je pa od aprila, ponavadi se odpre od aprila, zdaj odvisno kakšno je vreme. Če je dobro vreme, že prej odpremo, ponavadi po začetku aprila. Pol je pa do 25. junija, ko se začnejo šolske počitnice, edino vmes so še prvomajski prazniki, takrat je odprto cel čas, ko pa so šolske počitnice, je pa potem odprto od 10. pa do 7. zvečer. Namen je, da se ljudje tu družijo, da se razgibajo, da sprobajo svoje sposobnosti, kaj so sposobni, če se niso sposobni, zato je park tudi razdeljen na več prog, na več težavnosti stopenj. Proge so razdeljene, prva proga je nad 4 leta, druga proga je nad 6 let, zadnji dve progi najtežje sta pa nad 8 let. Tako da to pomeni, če lahko gre obiskovalec na vse proge, je to 58 elementov. Na začetku je še ena proga poleg teh 4, kjer je šolski poligon. Na tem šolskem poligonu pač mi vse pokažemo, vse povemo, kako se kaj dela, kako se uporablja opremo. In potem se začne plezanje v parku. Za varnost obiskovalcev v našem Pustolovskem parku se prvo poskrbi na začetku, ko se da gor opremo. Mi vsakemu obiskovalcu pokažemo, kako se ta oprema uporablja. Grejo, pač tu je šolski poligon, grejo oni skozi šolski poligon in ko vse naredijo pravilno, začnejo plezati v parku. Zdaj v parku so pa tudi naši inštruktorji. Če obiskovalec rabi pač dodatno pomoč, eden od naših inštruktorjev pač pomaga. Drugače plezajo pa sami po parku obiskovalci. Programi so namenjeni vsem, ki so starejši od 4 let. To so družine, večinoma je otrok, namenjene tudi organiziranim skupinam, imamo tudi team building program. Naš team building program je približno traja 3 ure. Mi računamo to, eno uro do uro pa pol je takšnih vaj na tleh, pač to so team building vaje, da se pač ljudje grejo, so v krogu, to so take igre, kooperativne igre. In potem je sestavljeno tudi iz 2 ure ali pa uro pa pol plezanja po teh vajah. Najatraktivnejši element v našem parku je štorkni led, dolg je 27 metrov. Imamo tudi rojstne dneve, ponavadi so to skupine 10 otrok ali več. Zdaj starejši ponavadi nimajo rojstnih dnevov tukaj. Možno se tudi imeti piknik pri nas, ampak ne sme se pa pač kuriti, pa tega se pa ne sme v parku. Če si kdo pač prinese hrano s sabo, lahko ima tukaj kaj pojejo na naših mizah, pa to drugače, da bi se kaj peklo tu, pa to se pa ne sme. V prihodnosti pa imamo v načrtu park tudi razširiti.
Zdaj to bo verjetno letos ali pa drugo leto, ker imamo še na voljo še nekaj gozda zraven v najemu in je dobro, da vsake toliko časa pač, da nekaj novega naredimo, da privabimo nove goste. Mi smo tukaj že 15 let, od samega začetka, ko se je turizem in energetske točke pri Bukovniškem jezeru začel razvijati. Z našo družino pravzaprav nadaljujemo tradicijo proizvodnje sladoleda našega dedeka, kateri ta traja že več kot 50 let. Vodimo jo mi, seveda družina, jaz, sestra, oče pomaga vmes in mama. Sladoled še zmeraj dela mojster in seveda to je moj oče. Poleg sladoleda vam nudimo še razne jedi, kot so pice, hamburgere, palačinke z raznimi nadevi. Imamo seveda razne sadne kupe, kot na primer karamela, gozdni sadeži z vročimi malinami. Naša okrepčevalnica je najbolj prepoznavna po odličnem sladoledu. Seveda to je odziv naših gostov, ki se ponovno vračajo. Kot pravijo, dober glas seže v 9. vas. Imamo razne vrste sladoleda, kot na primer vanilija, čokolada, piškotek, gozdni sadeži in najbolj pomemben vidov sladoled. Nudimo našo zelo znano vidovo pogačo. Vidova pogača seveda, kako je to narejeno, je skrivni recept očeta. V bistvu pa je to nekaj zelo enostavnega, je bolj slanega okusa, tako da če želite probati, morate nas priti obiskati. Pri nas pripravljamo tudi rojstnodnevne dogodke, ker imamo veliko prostora, lahko organiziramo mogoče kakšen piknik, skuhamo domač kuhan pasulj ali bograč. Seveda moram omeniti, da so hišni ljubljenčki pri nas več kot vabljeni. Najrajši pa imajo okus vanilije. Imamo tudi Instagram stran, katera se imenuje Dogs Love Ice Cream. Tam si pa lahko ogledate te super fotke. Naša prednost je, da se nahajamo v naravi, oddaljeni od vsakodnevnega prometa, tako da si lahko ljudje po napornem dnevu spijejo kavico v miru. V bistvu v prihodnosti si želimo razširiti ponudbo, kot jo že imamo. Seveda želimo si, da bi se gostje vrnili v našo čudovito neokrnjeno naravo.
Začelo se vse skupaj z gojenjem orhidej pred 12 leti, potem pa sta lastnika ugotovila, da bi bilo potrebno za obiskovalce narediti nekaj takšnega, kajti orhideje so subtropskega in tropskega sveta, pa sta rekla, da bi še rada prikazala druge rastline in tako je nastal ta tropski vrt v Dubrovniku. Ja, najprej moram omeniti tisto, kar imamo vsi zelo radi, to so banane, ki lepo že, tako rekoč, v šopu kmalu bodo dozorele, potem papaje, kava, vanilija, potem imamo tudi ananas, imamo te anturiume, se pravi flamingovce, imamo še za izpostaviti praproti, ki so kar veliki, pa še bi jaz izpostavil mogoče naše orhideje Phalaenopsise. Naši obiskovalci lahko vidijo več kot 400 vrst in sort rastlin z tropskega pa subtropskega predela našega planeta. Potem nudimo tudi organizirane vodene ture v tropskem vrtu. V naši trgovini, tropski trgovini, lahko kupijo obiskovalci naše slovenske orhideje z dekoracijami, se pravi z lončki, vazami, pa ostalimi inštalacijami, ponudbo pa bomo še povečali. Za skupine je se potrebno predhodno najaviti, vodenja so v slovenskem, hrvaškem, madžarskem, angleškem, nemškem jeziku. Individualci imajo še zaenkrat prosti vstop, računamo pa tudi z vstopnino, ki bomo jo letos uvedli za vse, tako za individualce, skupine pa imajo tak ali tak 5 evrov po osebi že vstopnino in tu notri je eno darilo. Tropski vrt je sedaj v poletnem času, se pravi od aprila do konca oktobra, odprt vsak dan od 9 ure zjutraj do 18 ure zvečer, se pravi vsak dan, tudi med prazniki, kajti ljudje sprašujejo, kako pa nedelja pa prazniki, jaz rečem vsak dan. Imamo mi tematske tako rekoč obdobja. Pred Božičem vedno okrasimo vrt in tudi našo trgovino pa okolico v ta temu primerni čas, se pravi božične dekoracije. Potem kmalu zatem pride Valentinova dekoracija, zdaj smo imeli velikonočno dekoracijo, v začetku junija pa bomo pač prilagodili se in naredili poletno dekoracijo, tako da imamo vedno neko tematsko področje, ki potem izpostavimo. Enkrat letno organiziramo v tropskem vrtu in tudi v podjetju Ocean Orchids dan odprtih vrat, pravzaprav dneve odprtih vrat, to traja 3 dni. Letos bo to zadnji vikend v mesecu novembru, petek, soboto in nedeljo in takrat imajo obiskovalci možnost, da vidijo proizvodnjo, se pravi naš rastlinjak. Kajti, ko je naročena skupina za ogled tropskega vrta, v rastlinjak ne moremo iti, ne moremo pokazati proizvodnjo. In to je enkratna priložnost, da obiskovalci vidijo, kako te naša polja orhidej in vsa proizvodnja izgleda. V letošnjem letu nameravamo obogatiti našo ponudbo in sicer bomo naredili igrala za otroke. To bodo taka primerna, se pravi živali, igrala v obliki živali, kajti mi smo tropski vrt in bo tudi nekaj teh živali iz savane in iz tropov, pa tudi nekaj domačih in pa nameravamo narediti tako malo mini restauracijo z osnovno gostinsko ponudbo. V tropskem vrtu vsako leto posadimo nekaj novega, najrajši smo, če posadimo neko drevo, ki ima sadež, kajti to imamo vsi radi. In zdaj bodoče ne vem, kaj bodo botaniki posadili. Je pa pri nas vedno tako, ko en sadež dozori, ga vedno damo tudi turistom, da ga poskusijo. In ti naši sadeži so čisto drugačni kot pa oni, ki jih kupimo v trgovini. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi.
Sam si je krojil svojo srečo. A najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska. 3 srca. Naša gostilna dela od leta 1990, tako da skoraj smo 27 let. Gostilno skupaj vodiva že 27 let z možem. Mož skrbi pač za kuhinjo, za glavne jedi, jaz pa za gibanico, reteže, drugačne sladice tudi ponujamo in solate, pač pomoč pri njemu, pomoč v kuhinji. Svojim gostom ponujamo razno hrano, najbolj prepoznavni smo pa po bograču, gibanici, dödele, ajdova kaša, vse po naročilu in po drugač pa tudi po enolončnicah, in sicer od bujtarepe do segedina, do pasulja, do prebranca, bi še lahko naštevala še pa še, ampak to so dnevne ponudbe. Bograč je pa standard. Struktura gostov večinoma individualnih, ampak tedensko imamo pa tudi zaključene družbe, in sicer Abraham, zlate poroke celo, pa avtobusi vmes. Zaključene družbe, tisto pa delamo po predhodnem dogovoru, po želji vsakega. Odpiralni čas je ponedeljek zaprto, od torka do četrtka od 7. do 10. Petek, sobota do 12. v nedeljo pa do 10. tudi. Vsak dan pa ob 7. razen ponedeljka. V notranjem delu sprejmemo 50, zunanjem pa 40 na odprti terasi. Svojim gostom začnemo z malicam, to se skozi vračajo, posebej delavci, kjer zdaj delamo cest. Potem sledijo kosila, tudi imamo menija in si lahko izbirajo, če komu kaj priloge ne paše, zamenjamo, ni problema. Pa tudi za kake skupine, in sicer najrajši imajo skupine, tako da ruski bife naredimo, da si sami samo postrežbo naredijo, in to so izredno zadovoljni zdaj po ta novem. Pripravljamo pa tudi za vegetarijance, vegane, pač imamo tudi napisano glede alergenov, da vsak se lahko odloči in ni problem nam to ustrežiti. Od vin ponujamo strogo lokalne pridelave, in to Dobrovniške gorice, imamo zelo dobra, pa tudi modrofrankinjo iz naše okolice. V glavnem se držimo lokalne pridelave. Skozi leto organiziramo več, začnem samo z martinovanjem. To pride naša pač skupina turističnega društva, ko imajo prav organizirano ta nastop, prikažejo krst vina s škofom, z vsem, in takrat res za določene skupine tudi izredno pridejo, tudi če nimajo na programih, jih prosimo in pridejo. Potem novoletni ples, ne silvestrovanje, novoletni ples, zdaj odkar se je spet drugi praznik začel, ne, to nam veliko uspeva, in kako dan žena, pa marsikjero obletnico osnovne šole, to imajo tudi zelo radi, takrat pa podaljšamo delovni čas do jutranjih ur. Naše želje za prihodnost, čim več gostov, pa čim več zadovoljnih, da rečejo, ko odidejo, prvič smo, ampak nismo zadnjič.